Slovenija namreč v boju s pandemijo koronavirusa preživlja že drugi teden vsesplošne izolacije. Še vedno so zaprte šole, večina trgovin in vse gostilne, kar pomeni, da nam ne ostane drugega, kot da smo za dobro širše družbe zaprti z družino. Mogoče ni res vedno tako zabavno kot na enem piru s prijatelji, te pa lahko pogosto tudi zato boli glava. Čeprav okrog nastale situacije ostaja odprtih veliko vprašanj, kot so, kako dolgo bo to trajalo, zakaj hudiča sem kupil toliko kvasa in a bilo res tako narobe, če otroka sam mal focnem, smo ta teden dobili vsaj odgovor na vprašanje, s čim bomo sploh kupovali kvas. Ljubljeni vodja je namreč v torek predstavil več milijard vreden paket zakonov proti negativnim socialnim in gospodarskim vplivom koronavirusa. Za državo so ukrepi največja intervencija po osamosvojitvi, za desne stranke pa največja politična združitev proti nečemu po referendumu o družinskem zakoniku. Dajmo pogledati, kako je ukrepe predstavil premier Janez Janša. Zdaj, temeljni namen je, da zamrznemo obstoječe stanje v Sloveniji. Predstavljate si, da je cela Slovenija na vesoljski ladji, na dolgem potovanju in potniki na takšni vesoljski ladji se za določen čas zamrznejo, zato da lahko potem, ko nekje pristanejo, normalno funkcionirajo. Ja, po premierjevih besedah se bomo zamrznili kot potniki na vesoljskih ladjah. Kaj hočemo? Očitno smo poleg novih zakonov dobili že drugega premierja zapored, ki zna situacijo razložiti po domače. Zdaj, če nam je Šarec skozi svoje agrarne prispodobe kazal, da je po duši kmetovalec, nam gospod Janša skozi svoje vesoljske prispodobe razkriva, da je po duši medgalaktični vladar. Ali pa vsaj, da je velik fan serije Star Trek. Za razliko od gospoda Šarca, ki je velik oboževalec oddaje Pri Črnem Petru. Ker je znanstveno fantastična prispodoba tako slikovito pomenljiva, naj bi premier Janša že razmišljal, da jo bo po koroni uporabljal tudi za razlago drugih političnih izzivov. Migranti. Predstavljajte si, da imaš lepo in domačno vesoljsko ladjo, pa te pa uničijo ljudje, ki sploh niso z te ladje. To je nedopustno. Dajmo gledati, kaj vesoljsko zamrzovalni ukrepi, ki se jih je tako prijelo ime mega korona paket, sploh zajemajo. Ukrepi gredo v 4 smeri: za ohranitev delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja najšibkejših, za izredno pomoč samozaposlenim ter ohranitev in zagotavljanje likvidnosti podjetij. Krovni mega korona paket ukrepov med drugim vključuje osnovni paket korona brezposelni, pri katerem imajo vsi naročniki do konca maja brezplačna nadomestila plač in prispevkov, paket korona svobodni plus za samozaposlene, ki bodo prejemali 70% minimalne plače, naročnina na socialno državo pa bo za čas trajanja akcije brezplačna, in pa paket korona orto stari, ki bo dolgoletne naročnike nagradila s solidarnostnim dodatkom. Čeprav se mega korona paket sliši kot narodno poimenovana storitev mobilne telefonije, je treba priznati, da na papirju obljublja veliko. Podobno kot oglasi v Salamoncu. Dajmo samo upati, da nas v tem primeru ne bo negativno presenetila njegova dejanska vsebina. Mislim, enemu frendu se je to zgodilo. Da bo postopek stekel kar se da hitro, naj bi se država celo odločila, da naročilnic na mega korona paket sploh ne bo preverjala sproti. Si pa bo pridržala pravico, da morebitne neresnične izjave, morebitne zlorabe ali celo vojno dobičkarstvo v narekovajih naknadno tudi sankcionira, če se seveda izkaže, da je prišlo do neresničnih podatkov ali zavajanja. Ja, zavajanja pač ne moramo tolerirati. Sprečujem, malo me zanesli. Ampak samo zato, ker gospoda Lahovnika na govorniškem odru vlade Janeza Janša zares nisem pričakoval. Veš tegaš? Zares. Koronavirus je morda res prinesel številne nevšečnosti, kot so odpovedi kulturnih dogodkov, to da dajmo pogledati z dobre strani. Prinesel je tudi največji reunion show v zgodovini slovenske politike. Najprej se vrne Kacin, pa še Lahovnik. Šušlja se, da bomo lahko državljani kmalu glasovali, katerega odpisanega politika bomo lahko po televiziji videli še naslednji teden. Za Gregorja Viranta na telefonu pritisnite številko 1, za Saška Pečeta številko 2, za na novo spuščenega Igorja Bavčarja pa 113. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.